Ja, res smo v družbi Perutnina Ptuj v zadnjem času priče precej nenavadnemu dogajanju. Gre namreč za številne sklice skupščin z istim dnevnim redom, ki pomeni izključno razrešitev obstoječega nadzornega sveta in imenovanje novega nadzornega sveta, ki naj bi že odražal spremenjeno lastniško strukturo oziroma prevzem družbe strani ukrajinskega lastnika, torej novega lastnika, ki naj bi kupil delež slovenske industrije jekla v lasti sicer ruskih lastnikov. Želim biti natančen, torej v tem momentu imamo sklicano skupščino za prihodnji teden, in sicer 31. januarja in potem še eno alternativno za 4. februarja. Ravno danes pa je bil objavljen ponoven sklic skupščine, ki naj bi bila, kot rečeno, z istim dnevnim redom še 21. februarja in potem ponovno alternativno 25. februarja. Ta isti dnevni red pa je že bil tudi na skupščini sklicani v mesecu decembru, ki pa je bila potem preklicana. To je seveda sila nenavadno dogajanje in ravnanje. Pričakovali bi, da bi se ustrezni organi v Republiki Slovenije na to vprašanje odzvali, kajti več sklicanih skupščin z dnevnim redom, v tem momentu 4 skupščine z identičnim dnevnim redom, ki se potem po potrebi preklicujejo, je ne samo nenavadno, ampak seveda kliče po odzivu, ne nazadnje tudi regulatorja, ne samo z področja vprašanja varstva konkurence, ki je pri tej zadevi seveda prisoten in od njega sam posel, kot kaže, seveda v precejšnji meri odločilno odvisen, ampak tudi Agencija za trg vrednostnih papirjev, ki po tej plati seveda bo morala dati soglasje k prevzemni ponudbi. Tukaj absolutno računamo, da bodo pri tem pozorni na to, kakšna dejansko cena za večinski delež je bila ponujena in plačana, ukolikor do tega posla pride. In posebej čudi dejstvo, da se kljub temu, da je tretji največji delničar v družbi, pa vendarle še vedno kapitalska družba, torej državni sklad, da se iz naslova Republike Slovenije tudi neposredno ali pa kapitalske družbe, upravljavcev, nihče ne oglasi ob takšnem stanju, da se po tekočem traku sklicujejo skupščine z identičnim dnevnim redom. Pričakovali bi, da se bi odzvala tudi sfera izvršne oblasti. Ne nazadnje v preteklosti smo bili v zvezi z dogajanjem v Perutnini Ptuj in njenim prevzemanjem deležni precejšnjih komentarjev, tako na ravni seveda posameznih liderjev v političnem kontekstu, kakor tudi ministrske ravni. Pri tem seveda gre vsaj za vprašanje resorjev gospodarskega ministrstva in pa ministrstva za kmetijstvo. Torej, družba Perutnina Ptuj kot pomembna družba, ne samo za slovenski prostor, bi vsekakor tudi v strateškem smislu brez nadaljnjega zaslužila takšno obravnavo. In spomnimo se, da je ravno na podlagi tudi sicer takrat ministra Židana prišlo do zahteve in do stanja, po katerem je seveda družba Perutnina Ptuj strateškega značaja in po katerem seveda prodaja deleža države, kapitalske družbe kot take ni bila možna in je predmet seveda posebnega postopka glede seveda na sprejeto odločitev v državnem zboru. Torej, ob vsem dogajanju in nenavadnih okoliščinah, ki smo jim priča v primeru Perutnine Ptuj, ob teh skupščinah je sila nenavadno tudi to, da se glede na pomen tega vprašanja ne oglasijo tudi tisti akterji, ki so v preteklosti bili s tem v zvezi kar precej glasni in tudi načelni. V preteklosti je bilo precej v javnosti odmevno vprašanje tudi potegovanja dveh pomembnih konkurentov v globalnem kontekstu, torej omenjenega ukrajinskega perutninarja, ki naj bi zdaj družbo prevzemal, in pa na drugi strani francoskega proizvajalca perutninskih izdelkov. Iz tega naslova je bilo seveda tudi v javnosti moč zaznati informacije, ki grejo na eni strani v smer tega, da so pritiski s francoske strani seveda prisotni ne samo v našem prostoru, ampak tudi na bruseljski ravni. Gre za pomembno vprašanje ne samo v slovenskem, ampak tudi v evropskem kontekstu, v smislu
takšne prisotnosti in takšne koncentracije, ki bi lahko bila povezana s tem poslom, torej s prodajo večinskega deleža v Perutnini Ptuj ukrajinskemu proizvajalcu in tudi seveda prisotnosti teh izdelkov potem takem na evropskem trgu. Kar nekaj problematiziranja je bilo teh vprašanj, vendar pa z vidika Vseslovenskega združenja malih delničarjev in malih delničarjev bistveno vprašanje same cene. Prav tako je bilo v javnosti moč zaznati, da naj bi cena tega prevzema večinskega deleža, torej deleža Slovenske industrije jekla in pa povezane družbe, ki presega 90%, znašala kar 270 milijonov evrov, kar bi pomenilo dobrih 27 evrov na delnico. To je precejšen znesek, predvsem v luči tega, da je Slovenska industrija jekla v lasti ruskega lastnika prevzela Perutnino Ptuj za ceno 8 evrov po delnici. Torej razlika med 8 in 27, dobrih 27 evrov je seveda precejšna. In to je tisti moment, ki bi vsekakor za preko še vedno 5000 malih delničarjev v družbi Perutnine Ptuj pomenil ustrezen, primeren donos iz naslova njihove naložbe. Na drugi strani pa je združenje proaktivno pristopilo k pozornemu spremljanju samih postopkov in nenazadnje zagotavljanju tega, da bi v primeru prevzemne ponudbe dejansko ta prevzemna cena morala biti takšna, kot je bila tudi v samem poslu za večinski delež ponujena. Zato smo povabili manjšinske delničarje v delničarski sporazum in k vstopu v program delniške opore pri združenju. Namreč le na ta način z združenimi manjšinskimi delničarji bomo lahko tudi v siceršnjem postopku, ki ga peljemo, dosegli ustrezen izstop iz družbe oziroma donos oziroma ceno na delnico Perutnine Ptuj. Zakaj gre? Torej, poziv, ki ga je združenje podalo preko 5000 manjšinskim delničarjem Perutnine Ptuj, gre v smeri tega, da le povezani lahko dosežemo optimalne pogoje in seveda tudi skozi postopke ustrezno ceno za delnico. Na eni strani s pozornim spremljanjem morebitne prevzemne ponudbe, ki seveda bo sledila poslu, za katerega je v javnosti že ves čas govora, da je praktično sklenjen. Tukaj vprašanje o plačilu kupnine seveda niso docela znana, tudi ne o dinamiki. Hkrati tudi vprašanje samega regulatorja, torej Agencije za varnost konkurence in soglasja, ki je pri tem neobhodno. Posebej pomemben pa je status preko 3000 delničarjev od 5000 skupaj malih delničarjev Perutnini Ptuj, ki so še vedno na ukinjenih registrskih računih. Ti namreč v nobenem od primerov za svoje delnice ne bodo prejeli nikakršnega donosa, kajti na ukinjenih registrskih računih ta sredstva ne bodo izplačana. Zato je toliko bolj pomembno, da se priključijo programu delniška opora, ki smo ga v združenju vzpostavili ravno s tem namenom, da zagotovimo delničarjem, ki imajo svoje delnice na ukinjenih registrskih računih pri KDD, da jih prenesejo na odvetniški fiduciarni račun, iz naslova česar prejmejo pod najbolj racionalnimi pogoji donos na svoje delnice. Tako od morebitnih kupnin, iztisnitev, kakor tudi od dividend. No, ko smo pri vprašanju dividend v Perutnini Ptuj, sklep o dividendah je bil sprejet na skupščini konec avgusta lani. Takrat sem protestiral, glede na to, da je bil sklep sprejet v nasprotju z zakonskim okvirom in s tem v zvezi seveda tudi napovedal izpodbijanje. In to je bil ravno razlog, da je bila v mesecu decembru zgolj zaradi tega sklicana skupščina Perutnine Ptuj, ki pa je takšen sklep ustrezno popravila, tako da vsi tisti, ki so se priključili združenju, že iz tega naslova prejemajo dividende oziroma so te dividende za njih dospele in bodo tudi dobili izplačane oziroma izplačila
potekajo v teh dneh. V oči bode nenazadnje tudi dejstvo, da je poleg seveda ostalih članov, ki izhajajo iz lastniške strukture oziroma z predvidenega večinskega lastnika, torej 4 takšnih članov novega ukrajinskega lastnika, kot 5. član nadzornega sveta predlagan odvetnik Uroš Ilić, ki v to lastniško strukturo ne sodi, lahko pa po kakšnih drugih vlogah, ki jih ima, spomnimo, recimo v zadnjem času je spet aktualen moment njegovega predsedovanja nadzornemu svetu Luke Koper in pa odhoda prejšnjega predsednika uprave Luke Koper, gospoda Matiča, v konkurenčno pristanišče Trst, torej v Luko Trst, da je v zadnjem času seveda ta aktualna prisotnost deloma nenavadna v smislu tega predloga v Perutnini Ptuj, torej kot edini Slovenec, poleg 4 predlaganih predstavnikov ukrajinskega novega predvidenega lastnika, tudi Uroš Ilić. Kaj utegne iz tega slediti? Do kakšne mere je seveda to dopustno, da se sprejema sklepe, ki ne izhajajo iz obstoječega stanja, ampak iz nekega morebitnega, potencialnega prihodnega stanja, ko govorimo o sestavi nadzornega sveta, je seveda posebno pravno vprašanje, ki utegne na tem področju še precej časa odmevati in pomeniti morebiti tudi kakšne postopke v smislu same tovrstne prakse.